Danes v Pomurskem dnevniku nadaljevanje obiska. Poklukar v soboški bolnišnici. Dan Rudolfa Maistra. Umik pirotehnike. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vlada Republike Slovenije danes nadaljuje delovni obisk Pomurja. Najprej so se člani vlade v dvorcu Rakičan sestali na delovnem posvetu. Predsednik vlade in ministri so se srečali tudi s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. Statistični kazalci regijo sicer še vedno uvrščajo na rep, a se v pokrajini ob Muri zavedajo, da imajo tudi številne razvojne priložnosti. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je že včeraj srečal s pomurskimi župani. Poudaril je, da sedanja vlada stavi na policentričen razvoj, zato so tudi zvišali povprečnine občinam. Obisk pa je nadaljeval pri nevladnih organizacijah v Moravskih Toplicah. Predsednik vlade Janez Janša je tekom dneva med drugim obiskal podjetji Panvita in MOL v Murski Soboti ter se sestal s predstavniki evangeličanske in katoliške cerkve ter madžarske narodne skupnosti. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je obiskal podjetja Kodeks, Roto in Murexin. O programu razvoja obmejnih problemskih območij pa se je na okrogli mizi pogovarjal z župani in podjetniki na Kobilju. Minister za zdravje Janez Poklukar je obiskal regijsko bolnišnico. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je sestal z večjimi župani. Minister za obrambo Matej Tonin pa je obiskal soboško vojašnico in gasilce. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je z župani pogovarjal o protipoplavnih študijah in prostorskem planiranju v pretežno kmetijskem območju in vodovodnem sistemu ter ohranjanju neoporečne pitne vode. Pomurje je po vseh kazalcih razvoja najšibkejša slovenska statistična regija, se pa ob državnih in evropskih finančnih vložkih, tudi zaradi vse večje samoiniciativnosti domačih snovalcev prihodnosti, razmere vendarle izboljšujejo. Regijski obisk so zaključili na javni tribuni o razvoju pomurske regije, ki se je pričela danes ob 18. v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. Minister za zdravje Janez Poklukar si je že na prejšnjem obisku v Pomurju oktobra ogledal prostore splošne bolnišnice Murska Sobota in se seznanil s projekti, ki se trenutno izvajajo. Danes pa je Poklukar z vodstvom bolnišnice spregovoril še o aktualnem stanju v regiji v luči spopadanja z epidemijo COVID-19. Na današnji dan smo na COVID oddelke prerazporedili preko 2400 zdravstvenih delavcev, se pravi zdravnikov, medicinskih sester in pa tudi ostalih zdravstvenih delavcev. Od tega seveda je bilo skoraj 1700 medicinskih sester in skoraj 600 zdravnikov. Pravko smo upravili obisk v naši intenzivni enoti, kjer zdravimo trenutno 22 pozitivnih pacientov. To je v prostorih, kjer smo prej imeli 14 intenzivnih bolnikov, zdaj so praktično prostori napolnjeni, negovalni kader razporejen na delovišče, tako da res za vsebi napori skrbimo za te paciente. Ker ne vemo, kaj nam prihodnost prinaša, se pogovarjamo tudi naprej, kako bomo poskrbeli za vsakega, ki bi potreboval zdravljenje. Tako za okužene, kot tudi za vse ostale. Nažalost, več kot toliko ne moremo narediti. Danes je državni praznik, dan Rudolfa Maistra, ki ga praznujemo v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Slovesnosti ob tem prazniku bodo zaradi epidemije že drugo leto zapored v močno okrnjenem obsegu. General Rudolf Maister je bil pokopan v skromni grobnici skupaj s soprogo in potomci na mariborskem pokopališču Pobrežje. Skromna grobnica ni odražala veličine in pomembnosti generala Maistra, zato so že večkrat načrtovali ureditev groba, a v 87 letih niso našli primerne rešitve. Moj oče in moj stric, sinova generala Maistra, sta poskušala grobnico na novo grobnico narediti že pred drugo svetovno vojno v času kraljeve Jugoslavije. In ni jima uspela. Ob stoletnici bojev za severno mejo so načrtovali, da bi ostanke Rudolfa Maistra prestavili v novo zgrajeno grobnico po načrtih Plečnika na pokopališče na Dobravi.
Ker je takratna pobuda v javnosti sprožila različna mnenja, pa je vnuk naposled umaknil soglasje za premestitev posmrtnih ostankov. Predvsem je pomembno, da so zadovoljni v družini, da se tako mislilo na državotvornost gospoda generalmajstra kot na njegov družinski del. Včeraj pa so ob prisotnosti predsednika republike Boruta Pahorja le slovesno odkrili prenovljeno pročelje grobnice. Bilo je treba usklajevanje in na koncu smo zelo skupnimi močmi vse to zmogli, da smo pred večerom oziroma na dan pred praznikom pripeljali to do konca. Prenova grobnice je sicer zahtevala veliko sodelovanja. Grobnica res, da je tukaj lepa, veličastna in v skladu z vsemi udeleženci, torej deležniki, da noben ni bil prizadet in da je lahko to tako nastalo. Denar za prenovo grobnice je poleg Zveze društev General Maister, Mariborske občine in Družine Maister prispevalo tudi Ministrstvo za obrambo. In zadovoljen sem s tem izdelkom, zadovoljen sem tudi s tem, ker sem tudi sam vsaj nekaj pripomogel k temu in hvala Bogu, končano je. Predsednik republike Borut Pahor bo v počastitev državnega praznika danes v predsedniški palači v Ljubljani priredil posebno slovesnost in nagovoril državljanke in državljane. Kot običajno bo pred predsedniško palačo postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Zaradi ukrepov za omejitev širjenja COVID-19 pa bodo lahko na slovesnosti le vnaprej najavljeni obiskovalci. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju odzivnega trga dela. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je zato danes objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Predvidena je vključitev 1500 oseb, razpoložljiva višina sredstev pa znaša 11 milijonov 448 tisoč evrov. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2022 in sicer za naslednja dva sklopa. Programe javnih del v splošno družbeno korist z področja socialnega varstva in programe javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij, torej kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, šport, okolje in prostor, kultura ter drugi programi. V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Kot dolgotrajno brezposelne osebe štejejo tudi osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposljivosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več. Prednost pri vključitvi bodo imeli invalidi in dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Letošnja novost je oddaja ponudb izključno na portalu za delodajalce, kjer so objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo. Po Sloveniji že več trgovskih verig sledi načelu, da pirotehnike ne prodajajo. V Sloveniji je pionir umika pirotehnike s polic Lidl, njihovo vodilo pri tem pa je skrb za živali. Sledijo jim tudi drugi trgovci, po Lidlu, Eurospinu in Mercatorju so letos takšno odločitev sprejeli še v Hoferju in Sparu. Vedno več trgovcev na prvo mesto postavlja varnost ljudi, živali in skrb za okolje. Zato so se odločili, da bodo za mirne in varnejše praznike letos s polic umaknili pirotehniko. V Lidlu Slovenija bodo že 3. leto praznovali brez poka, kar pomeni, da tudi letos v njihovi ponudbi ne bo pirotehnike. V preteklih letih so v trgovinah Hofer kupcem ponujali samo omejen nabor pirotehničnih izdelkov, večinoma le svetlobnim in nezvočnim učinkom. Letos pa so se odločili dokončno posloviti od pirotehnike. Enako odločitev so sprejeli v trgovinah Spar. Na policah trgovine Tuš pa boste pirotehniko lahko našli tudi letos, vendar le izdelke s svetlobnim učinkom. Ta podjetja dodajajo, da so se za umik pirotehničnih izdelkov odločili, ker se zavedajo negativnih posledic neodgovorne in nepremišljene uporabe pirotehničnih sredstev, ki lahko škodujejo tako ljudem in živalim kot tudi okolju. Na spletnem portalu Sobota Info danes med drugim poročajo tudi o sanaciji enega izmed večjih zemeljskih plazov v občini Ljutomer. Več zanimivih vsebin pa poiščite na sobotainfo.com.
Jutri bo pretežno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 7 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in v Lendavi namerili 7 stopinj, v Radencih 8, v Krajnskem parku Goričko pa 6 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -4, dnevne pa okoli 6 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še deloma jasno, v notranjosti Slovenije bo po nižinah megla. Čez dan se bo postopno pooblačilo tudi drugod, le na severovzhodu bo ostalo še deloma sončno, predvsem v zahodnih krajih bo deževalo. V noči na petek se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -4 do 1 stopinje, dnevne pa od 3 do 6 stopinj Celzija. To pa je tudi vse, kar smo imeli za vas pripravljeno v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij lahko najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.